tako pač pri privabljanju talentov iz tujine. Cilj panela je razpravljati o tem, kako lahko Slovenija postane konkurenčna in uspešna država, ki privablja tudi tujce za ustvarjanje novih delovnih mest, za razvoj in rast. Pogovarjala se bom z Urško Jarci iz Cozilaba, Tomažem Švajgarjem iz Heads Adriatic in Živo Praprotnik iz United Cloud. Tomaž, Urška, živa živjo. Urško pa Tomaža vidim, živa mogoče se nam še pridružuje. Čisto na kratko, Cozilab je vodilni svetovni ponudnik kontrolnih sistemov za najbolj kompleksne stroje na planetu, od jedrskih pospeševalnikov, optične in radijske teleskope, fuzijske reaktorje, sisteme za terapijo raka in pač še veliko več. Zaposluje več kot 300 svetovno priznanih znanstvenikov, inženirjev iz celega sveta. Heads Adriatic je ekipa strokovnjakov in kreativcev iz industrije zaposlovanja. Z več kot 20-letno prisotnostjo na trgu in regionalno dejavnostjo v Adriatic regiji imajo več kot 1000 strank in več kot 12 000 zaposlenih. In pa United Cloud, ki je del skupine United Group. Njihovi izdelki so na voljo na 8 trgih, kjer deluje skupina. United Cloud je eden izmed vodilnih tehnoloških centrov, ki v regiji že 6 let zaposluje več kot 320 ljudi. Koncept je zasnovan tako, da podpira potrebe vodilnih strokovnjakov, ki delajo z najnovejšimi tehnologijami in visoko tehnološko opremo. Vidim pa tudi, da se Živa zdaj nam priključuje. Mogoče za začetek bi še rekla, da če imate kakršnokoli vprašanje, lahko že tekom našega pogovora napišete, pa bomo pač probali odgovoriti. Živa živja. Aha, še connecting to audio, ok. Zdaj te lahko pozdravim, Živa, zdaj si z nami. Ja, imela sem nekaj. Nič hudega, vse v redu. Samo uvod sem naredila, malo povedala, kdo ste in s čim se vaše podjetja ukvarjajo. Hvala. Tako da bomo začeli. Jaz bi za začetek eno vprašanje, mogoče čistko, da začnemo za vse tri, potem pa gremo lahko tudi malo bolj specifično. Zdaj super je, ker pač ste z nami, tako da boste lahko tudi primere iz praks povedali, tako da to je, zato pravim, sprašujte čim več, če imate vprašanja, tako da bodo lahko povedali, kako se spopadajo s tem. Za začetek, kako ocenjujete trenutno stanje na trgu dela v Sloveniji? Živa, bom s tabo začela, ker si prišla na koncu, veš, pa pol prva. Ja, v bistvu trg dela v Sloveniji je, dajmo reči, zelo intenziven, no. In glede privabljanja novih kadrov tako iz tujine in po drugi strani glede retention, se pravi zadržanja dobrih zaposlenih v Sloveniji, v podjetju. Zdaj ne vem, a je pač to postkoronsko obdobje se še hitreje zavrtelo, kakor pač je bilo pred korono. Zato te menjave služ hitrejše, ljudje niso več toliko težki eni zaposlitvi oziroma k enemu delodajalcu. Tako da imamo izzive mi HR-ovci kot vodstvo podjetij v smislu, kako narediti bodisi produkt, storitve, podjetje, toliko triggering, da je po eni strani zanimivo za nove zaposlene, po drugi strani za stranke, po tretji strani pa pač mogoče za koga ali iz tujine, ker pač smo globalni vsi in lahko delamo iz kjerkoli. Tako da, ja, izzivov je kar nekaj, se jih pa pač lotevamo step by step, da potem je rezultat toliko boljši. Urška, mogoče kako je pri vas? Ja, bi se kar strinjala z Živo. Se mi zdi, da sploh tale pokoronski čas se mi zdi, da nam je dal kar precej dela v smislu tega, da smo se mogoče tudi delodajalci mogli navaditi biti še malo bolj fleksibilni, zato ker se je pač tekom teh 2 let marsikaj tudi na trgu dela spremenil in sploh kar se tiče pač mogoče stvari, ki jih delodajalci nudijo zaposlenim. Tukaj se mi zdi, da tudi zaposleni so lahko kar malo zverčni, pa si v bistvu zelo hitro lahko mogoče malo izberejo, kje bi si želeli delati, pač ponudba tudi zaenkrat je kar velika na trgu dela. Tako da mogoče tukaj tudi za nas delodajalce kar malo spodbude v to, da se treba mogoče tudi še malo hitrejš obračati, pa še prilagajati tem po koronskim časom,
se mi zdi, se kar poznajo kar velike spremembe, tudi kar se tega tiče, no. Tomaž, zdaj vi ste pač iz industrije zaposlovanja, imaš mogoče tudi še malo bolj širšo splošno sliko, kako je. Ja, kolegice sta bili kar malo prizanesljivi, malo mili, če lahko temu tako rečem, ne. Je kar težko, veliki izzivi, 50 000 ljudi plus fali, bom rekel, skozi celotno industrijo, različne industrije. Ta manko se še poglablja, normalno leto se je upokojilo, mislim, da malo čez 30 000 ljudi na trg, naj bi jih v teoriji prišlo 17 000, se pravi, si lahko sami računamo, kako bo tudi v naslednjih letih. Nažalost, nismo kot vsa Evropa in tudi razviti svet tukaj, bom rekel, dosti drugačni. Mislim, da po enih podatkih sem razbral, da bomo do 2030 peta najstarejša nacija na svetu, se pravi, mladih novih ne bo, ne? Tako da je kar velik izziv, ne? Zdaj, tako kot je tudi Urška omenila, ja, res je, vsaka oseba, ki kaj šteje danes na trgu dela, ima 3 ali 4 ponudbe, ne? Tako da se dobesedno lahko izmišljujejo. V preteklosti smo to videli, bom rekel, v razvitem zahodnem svetu, zdaj je to že pri nas, ne? In v bistvu večkrat slišimo od naših naročnikov, ja pa pismo, vse smo talci zaposlenih. Kaj še lahko naredim? Pa vsemu moramo goditi, pa se zmišljujejo, kar jaz z vidika človeka ali pa zaposlenega to pozdravljam, normalno, večino časa preživimo v službi in mladim svaka čas, da se borijo za to, da si naredijo maksimalno, kar lahko, ne. 40 let v isti službi, to je pa se. Je pa res, da mogoče je prepad med kaj bi mladi oziroma kaj bi zaposleni in pa kaj podjetja, sploh tista, ki niso mogoče v samem vrhu in prepoznavnosti in tudi rezultatov, kaj jim lahko ponudijo, ne. Če nisi visoko renomirano, uspešno podjetje, imaš, bom rekel, ogromne težave, tudi takšne, da lahko podjetje gre pod vodo, ne. Mogoče še ena anekdota, zadnjič sem bil v Savinjski regiji z enim direktorjem, sicer sva se pogovarjala za bolj, bom rekel, osnovne profile in je rekel, lej, jaz vem, da so pijani, jaz vem, da so drogirani, jaz vem, da mi kradejo, ampak kaj ne? Bolje 2 pijana kot nobeden. Spet mogoče malo na smešno noto, ampak pri nas, kjer imamo, bom rekel, čez celotno diapazon profila od, ne vem, proizvodnega delavca do direktorja, pa čez različne, bom rekel, industrije, so težave ali pa izzivi, če boljše rečem, kar veliki. Mogoče, ali lahko še jaz nekaj dodam, tukaj si ravno omenil, Tomaž, da pač ja, prihaja manj ljudi na trg dela, kakor jih odhaja v pač upokojitev, ne. Imamo mogoče tudi en izziv za generacijo novo, ki prihaja, ki so pač vsi visoko leteči, vsi bi bili neki direktorji, vsem pa pač, kot si sam rekel, ko imate vi tudi izzive mogoče malo s pozicijami, ki niso tako super shiny pa popularne, ne, da je pač treba zajeti v bistvu vsa delovna mesta, ne samo v nekih IT naših podjetjih recimo, ker ja, je ta approach vseeno malo bolj oseba, ne tako več kot v časi, da smo pač za podjetje naredili neke benefite, ampak se bolj lotevamo tega, da pristopamo osebno nekdo, kar rabi več dopusta ali mu karkoli več pomeni. In ja, da je tudi v bistvu naš ta HR del postal malo večji izziv tudi z te strani. Ja, sej, Urška, če bi kaj dodala, lahko kar vskočiš, sem li hotela vprašati, kaj so v bistvu, kako pričakujete, da se bodo te izzivi oziroma v naslednjih 10 letih, pač ker nek vrhunc to mora doseči, ne? Ja. Imamo kakšno ono kuglo čarobno. Ja. Mislim, Tomaž, vi ki ste pač v številnih državah, kako se to razlikuje, tudi privabljanje tujih talentov med različnimi regijami? Izzive imamo vsi, se pravi celotna Evropa, ne. Samo kako se razlikuje, da mi imamo, bom rekel, določene omejitve, predvsem mislim tukaj na zakonodajo in našo državno politiko, ki nas oddaljuje od konkurenčnosti napram ostalim državam, ne. Recimo Madžarska je že taka, mi v bistvu na Madžarsko pripeljemo mesečno 1000 tujcev iz Azije, ne, kjer v bistvu tujce pripeljemo 5-krat hitreje, pa 10-krat ceneje, kot bi jih recimo v Slovenijo. Ne, tukaj smo nekonkurenčni, pa ne bom rekel neko slovensko uspešno podjetje napram svoji konkurenci v Sloveniji, ampak kar se kadrov tiče napram ostalim državam, ne. Imajo pa vsi izzivi, tudi Bosna, Srbija, Hrvaška, vse, bom rekel, države, ki naštevamo, samo potem iz kje se ti viri ali pa te ljudje prelivajo, to je potem, bom rekel, malo drugačen tok okrog, ne. Normalno z Balkana prihajajo k nam in grejo naprej v Avstrijo, Nemčijo in tako naprej, na Madžarsko prihaja azijska delovna sila, Ukrajina in gre potem naprej,
v recimo Srbijo prihajajo Filipinci in potem tako rešujejo. To so pa, bom rekel, potem samo stvar iz kje, kako in pa na kakšen način, pa predvsem koliko časa in koliko denarja, ne. Mi, če hočemo Filipinca pripeljati v Slovenijo, pa zdaj govorim za tiste splošne profile, verjamem, da kolegici iščeta predvsem tiste višje, bolj specializirane kadre, mora, bom rekel, oseba 2-krat leteti v Tokio ali v Sydney. Ne? Zdaj pa, kdo bo dal 5-6 tisoč evrov, čakal pol leta ali več, da bo k nam prišel za minimalno plačo delati, ali pa tudi tisto malo nad minimalno plačo. Ne? In tukaj pač, glede na to, da Slovenija v določeni meri temelji na podizvajalstvu oziroma pač podjetja, ki delajo za velika podjetja v tujini, predvsem avtoindustrija, je pač to naša, bom rekel, naše izhodišče. Ne? Drugače pa izzive imajo vsi, tako za nataliteto, kot tudi za manjkom kadra. Ne? Neki izračuni so, da z vsakim procentom gospodarske rasti rabiš 0,5% nove delovne sile. In vsi vemo, kaj se je po tistem letu, bom rekel, najprej 2008, pa tudi po koroni zgodilo, to je, bom rekel, vakuum. Jaz sem se večkrat pošalil, da če bi imel poln vlak na avstrijski ali pa na hrvaški meji, na prvi postaji bi bili vsi že, bom rekel, po firmah. Toliko manjka ljudi. Ne? Eno postajo za celo kompozicijo, mislim, da gre 400 ljudi noter, no, tako da si lahko malo predstavljate. Toliko je manjka določenih profilov, normalno ni povsod enako, ampak določenih profilov je pa že zdavnaj zmanjkalo, oziroma se lahko dobesedno zmišljujejo. Še o barvi službenega vozila, ne samo o službenem vozilu. Mogoče, ko se je ravno imel recimo Srbijo, ne, pač mi delujemo regijsko in tudi Srbija recimo z IT kadri je čisto izropana že, ne, tako da ni pa to, kar recimo, ne vem, po moje 5 let nazaj bo še tako, da si lahko šel, ne vem, pač Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija, da si tam pač kakšne IT profile dobil za šalo, ne, danes pa pač je tudi pač prvo, najprej pač zaštajo pogoje, kaj bi, kako si pač rekel, za barvo avta, in potem pač se odločajo, ne, pač ja, ta remote work je naredil še večjo konkurenčnost trga, no, tako da ja, kaj bo pa čez 10 let, Katja, to pa ne vem, mislim, če sploh ne upam predstavljati, kaj bo. Je pa sigurno tukaj ena pot v neki digitalizaciji, optimizaciji procesov, tudi javne uprave, seveda. Tako da ja, v tej smeri. Pač ja, kaj bo prinesel AI, ne, v določenih poklicih, a se bo tukaj kaj mogoče shiftalo. Po mojem imamo ta neka polja za razmisel, kaj bo to prineslo, v tej smeri, da razmišljamo. Tako. Urška, kako je pa pri vas? Koliko različnih nacionalnosti dela v vašem podjetju? Ja, mi smo iz vidika različnih nacionalnosti res zelo raznoliko podjetje. Podjetje Kozilab D.D. Fruto zaposluje zaposlene iz 20 različnih držav. Gre takoj za seveda državljane, prebivalce Evropske unije in tudi tako imenovanih tretjih držav. Zdaj nekje v glavnini imamo zaposlene prebivalce Rusije, Irana, Južnoafriške republike, Kolumbije, Kitajske, Kube, Koreje, Argentine, pa potem seveda iz bližnjih evropskih držav, Avstrija, Italija, Nemčija, Španija, in seveda tudi iz držav, se pravi bivše Jugoslavije, no, Bosne, Hercegovine in pa Srbije. Zdaj pri nas v glavnini prihajajo te kadri, to so senior kadri, ki jih zaposlujemo, ker mi težav s pridobivanjem nekih začetnih kadrov nimamo, ampak predvsem se tukaj pri zaposlovanju prebivalcev iz tujine fokusiramo na zaposlovanje seniorjev. V bistvu jih na zelo različne načine pridobivamo, no, oziroma moram reči, da v glavnini nas kar sami poiščejo. V bistvu smo dokaj znano ime na trgu naše dejavnosti, kot si omenila, v začetku eni izmed vodilnih, tako da smo res dosti poznani. Precej nas tudi potem zaposleni vidijo na kakšnih konferencah, simpozijih, tudi direktno na naši spletni strani ali pa prek LinkedIna. Dosti se udeležujemo tudi kakšnih projektov, prek katerih potem se mogoče kdo za delo pri nas tudi zainteresira. Ogromno tudi se mi zdi prek poznanstev, no. Nekaj od naših zaposlenih je pa v Slovenijo pripeljala tudi ljubezen in so pač tudi potem tukaj ostali, no. Kako pa skrbite mogoče za kulturno vključenost vseh teh različnih nacionalnosti?
Ja, lahko rečemo v bistvu iz prve roke, da se tukaj res zelo trudimo. No. Zdaj, če bi mogoče že začela na začetku, se pravi, že sam ta proces, ko se z nekom dogovorimo za zaposlitev, ne, se pravi ta proces relokacije, v bistvu tukaj je res ogromno suporta in pa pomoči na naši strani, se pravi direktno iz HR-a. Tukaj, kot smo že omenili, imamo izzive pri samem pridobivanju dovoljenj za prebivanje in delo v Sloveniji, tako da tukaj res veliko dajemo poudarka na to, da se z zaposlenimi tedensko, vsaj prek Teamsov, Zooma slišimo, da jih obveščamo o tem, kakšna so stanja njihovih vlog, se vemo, najtežje je, če nekomu ni zadati kakšnih spodbudnih informacij, tako da tukaj se nam res za dobro prakso je izkazalo, da se res trudimo biti z zaposlenimi čim bolj povezani, jih v bistvu obveščati o samih postopkih, jih tudi mogoče že v kakšne stvari malo vključevati, to, da dejansko že preden pridejo sem dobijo občutek, kam prihajajo, v kakšno skupino, kdo bo njihov vodja, kaj bodo njihove naloge, se pravi, zelo že ta proces razdelamo, preden sploh nekoga začnemo zaposlovati. Se pravi, celotna relokacija, ki jo mi tukaj vodimo, se pravi dokumentacija, potem tudi pomoč pri iskanju stanovanja, potem tudi sama birokratska ureditev, davčna številka, transakcijski računi, ureditev osebnega zdravnika, to je vse v bistvu je pri nas. In potem tudi, ko se zaposleni preseli, pač vzpostavi neko življenje tukaj, oziroma začne s delom pri nas, dejansko tudi pomoč pri sami vzpostavitvi življenja in integraciji v bistvu v življenje v Sloveniji. Tukaj se zelo potrudimo, za vse naše zaposlene organiziramo tečaj slovenskega jezika, ki je zelo dobro sprejet. Naši zaposleni so zelo pridni študenti slovenskega jezika in tudi zelo pohvalijo. Potem tudi prek raznih športnih aktivnosti, kakšnih družabnih dogodkov, se pravi, tako da jih osebnostno probamo čim prej v to življenje v Sloveniji vključiti. Zdaj, to je en vidik, potem pa še drugi vidik, se pravi, kar se tiče karierno, in ponudimo izredno zanimivo delo na naših projektih. Tudi vsak zaposleni, preden v bistvu sploh se dogovorimo za zaposlitev, se mu predstavi njegov karierni plan, ki je običajno sestavljen nekje za 2 leti, lahko tudi več. Moramo se zavedati, da zaposlujemo res senior kadre, ki običajno puščajo za sabo v tujini svoje celo življenje, tako da tukaj res treba biti izredno previden, pa izredno pozoren na res vse malenkosti. Potem jih tudi, se pravi, skozi naše vrednote, probamo čim prej tudi čim bolj opolnomočiti, kako v bistvu življenje pri nas poteka, kaj v bistvu, čemu se daje pozornost, kaj je pomembno, na koga se obrniti, recimo, da vsak zaposlen točno ve, če ima neko težavo, na koga se lahko obrne v tem primeru. Se pravi, tudi potem skozi to kulturo našo, da jih probamo čim prej integrirati, se pravi, v samo delo na Cozilabu. Pa potem tudi mogoče tako, da se res proba z njimi tudi čim bolj transparentno komunicirati, da so v bistvu v vsakem praktičnem momentu obveščeni o tem, kaj se v podjetju dogaja in jim to tudi daje pač občutek vpletenosti in pomembnosti. Super. Kakšen je pa feedback na življenje v Sloveniji? Ja, jaz moram reči, da dobivam izredno lepe feedbacke, če je bilo vprašanje zame. Ja. Moramo se zavedati, da tako kot sem omenila, zaposleni, ki prihajajo v Slovenijo, za sabo puščajo življenje, ki so si ga pač ustvarjali do točke, ko so se odločili za selitev v Slovenijo. Se pravi, se pozanimajo o Sloveniji, se pozanimajo o kulturi, o naravnih znamenitostih, praktično o vsem. Bili bi presenečeni, kdaj še mi kaj novega znemo, ker tudi mi vsega ne vemo, ampak ja, absolutno zelo pozitivni feedbacki, ne glede na to, da se mogoče nam zdaj zdi situacija slaba, ni toliko slabo, stvari so drugje po svetu še v bistvu slabše urejene, če lepo rečem. Tudi kar se tiče samih kulturnih danosti, naravnih znamenitosti, iz Slovenije je izredno bogata, izredno mamljiva za tujce. Varnost, recimo to, kako se zaposleni naši tukaj počutijo, to se mi zdi res izrednega pomena. Ne vem, primer, da ti nekdo reče, da se mu zdi neverjetno, da se ob 9 zvečer na ulici igrajo otroci, recimo iz države, iz kjer pa prihaja, pa recimo od 3 naprej popoldne ni več nobenega zunaj, zato ker je pač taka stopnja kriminala, da dejansko na svojem lastnem vrtu zaposleni ne puščajo otroka. Tako da mislim, da še vseeno so izredno lepi feedbacki. In
dejansko imamo zaposlene, ki se preselijo in potem tudi pač tukaj dolgoročno ostanejo. No. Super, ja. Slovenija je krasna za živeti. Krasna. Živa, kako je pa pri vas, kakšen je vaš, koliko zaposlenih imate cilj imeti v Sloveniji, pa mislim, katera področja bodo v spredju, pa iz kje prihajajo, mislim, iz kje zaposlujete? Se pravi, nas je zdaj trenutno nekje 320, imamo, se pravi, lokacije v Srbiji, imamo 3 lokacije pa v Sloveniji. V Sloveniji imamo cilj vzpostaviti data ekipo, in pa še en del v bistvu developerjev. Tako da ja, zdaj pa, ne, bomo videli, kako bo do konca leta to izvedljivo. Ja, to pač tudi mi v bistvu ciljamo pač tudi na srbski trg, ker nas pač bolj pozna kot Slovenija zaenkrat. Tiste, ki smo že v bistvu zaposlili v Sloveniji oziroma je v postopku, no to v bistvu sploh ni bilo nobenega vprašanja priti v Slovenijo ali ne, no. Zato Urška rekla, ja, da so navdušeni nad našim okoljem, ki je mogoče nam malo preveč samoumevno. Imamo urejene pač ja, storitve v zdravstvu, recimo, ko v Srbiji je vse plačljivo. Varnost tudi, ne vem, pač da smo toliko majhni, da se, ne vem, vsi vozijo kar s kolesi, ker recimo tega v Beogradu pač zaradi varnosti rajši ne. Tako da ja, bomo pa videli, kako se bo odvijalo glede pač ja, razpoložljivosti kandidatov v Sloveniji, in če pač ne bomo pač ja, v našem pač lokalnem pulu tega našli, bomo šli pač ja, iskat pač drugje. Imamo pa mogoče tudi to prednost potem, da lahko ne zaposlujemo direktno v Sloveniji, ampak da v bistvu zaposlimo v Beogradu prav srbske državljane. Je pa pač tudi zdaj izziv, recimo enega zaposlenega zaposlujemo v Sloveniji, iz Srbije že po moje od decembra, da smo zbrali vse dokumente in zdaj pač čakamo na postopek, da se odvrti do konca. Prejšnji petek sem enega drugega sodelavca iz Srbije v bistvu spremljala na upravno enoto, ki se ga sicer dobila pač to blue card, se pravi dovoljenje za delo v Sloveniji, ki tudi pač v malo dalj časa traja, ker pač so izven Evropske unije, ne, so pač še drugi postopki. Potem je poseben postopek za pridobivanje za prebivališče, no, da se naredi tukaj. Potem rabi davčno številko, ki jo v Srbiji nimajo, in rabi tukaj pač novo imeti, da to bo imel tekoči račun odprt, tako da te se ob vsem tem učim še enkrat in hkrati znova. Tako da se mi zdi, da tukaj je tudi en tak izziv, no, da se pač nekako, ne vem, mogoče, da bi se, ne vem, dobili z, ne vem, nekom iz javne uprave, da mogoče mi delodajalci podamo nek predlog oziroma pač našo izkušnjo, ki se bi te postopki mogoče lahko malo ali skrajšali ali prilagodili, digitalizirali, kakor je rekel Tomaž, da pač letijo ljudje iz Azije, ne, na take konce, da bodo lahko na ambasadah uredili dokumente, no, tako. Mislim, to mogoče bolj tudi za Tomaža, kako vpliva v bistvu postopek sam, na katere države se potem fokusiraš oziroma se raje ne fokusiraš zaradi tega, ker je pač toliko zakomplicirano. Je najlažje Evropska unija, ne. In samo vsi bi radi zaposlili v svojem podjetju soseda ali pa bratranca ali pa iz največ sosedne vasi, ne. To pač vsi želimo in tudi veliko podjetij še vedno živi v fantaziji, da je to možno, ne. To je že zdavnaj pase, ne, tako da absolutno bivši Balkan je za nas še vedno najbolj zanimiv. Rekel, še kovcalo se nam bo po Bosancih, ne, kar je bilo še 3-4 leta nazaj, Bosanca pa ne. Prvič zaradi jezika, drugič zaradi kulture, ki ni tako različna, sploh če govorimo za ta pravoslavni del. Tretjič tudi zaradi skupne, bom rekel, zgodovine in pa bližine, ne. Zdaj, jaz bi mogoče samo pohvalil ali pa svaka čast in Kozi Lebu in tudi Živi, bom rekel, za svoje prakse, ki sta jih predstavili. Vesel sem, da se tole snema, da vsi, ki bojo želeli, bom rekel, neko smernico, kaj in kako početi v podjetju, da bojo zagotovili te kadre, je to spot on, ne. Bom rekel, vse, kar je sploh Urška, kar je povedala, je to v bistvu vse, kar lahko narediš, ne. Edino jaz bi še dodal, da mi našim ljudem, ki jih pripeljemo v Slovenijo, prvo predstavimo Slovenijo kot tako
in v videu in vseh benefitih, kot je tudi vi, samo mogoče to nisi Urška poudarila. Slovenija je ogromen plus za vse, ki prihajajo sem, to z denarjem ne moreš kupiti. Pa ni treba iti v Južno Afriko, zato da otroke ne pustiš rekel, zunaj že Amerika oziroma Združene države Amerike so blizu. Tudi mi imamo take izkušnje, da rekel, nekemu direktorju, ki deluje v Sloveniji, ni jasno, da lahko otroke sam spusti v šolo sploh tistih 500 metrov od bloka, kakorkoli. Zdaj za nas, odgovor na tvoje direktno vprašanje, za nas je ključnega pomena, da ljudi pripeljemo v tem, kjer je sploh smiselno. Zdaj, če mi rabimo 9 mesecev, da pripeljemo 100 proizvodnih delavcev, to je pa se, ker danes že iz dneva v dan, kaj šele iz meseca v mesec, ne veš, kje bomo, kaj bomo, kakšna bodo naročila, kako bo gospodarsko tiktakalo, a bo vojna, a bo COVID, ali bo Bog se usmil kaj, in to je za nas pač potem avtomatsko odpade. Drug del je, da v bistvu, zakaj je temu tako, ne samo zaradi počasne javne uprave in vseh inštitucij, drugič tudi mi nimamo ambasad po svetu. Imamo, ampak če hočeš ti v Afriki kogarkoli pripeljati, recimo z Urško smo zadnje že baterali, iz Južne Afrike je mogel leteti v Kairo. Celo Afriko, zato da prije v Slovenijo. Pa lepo vas prosim, kam smo prišli, mislim. Če si tukaj ne natoči nekdo, ki kroji škarje in platno tukaj, pol smo zgrešili. Tako da, mislim, tukaj avtomatsko gremo po tisti liniji, ki je najhitrejša. Pa zdaj govorim za osnovne profile, ne pa za tiste, bom rekel, višje, s katerim se predvsem Urška pa Živa ukvarjata. Ukrajina trenutno najhitrejša, ker se lahko zaposlijo praktično takoj. Potem je bivši Balkan, recimo predvsem Bosna in Srbija, Makedonija malce manj za nas, 3 do 6 mesecev. Potem je pa Nepal, Bangladeš, Filipini, 6 do 9 mesecev. To je trenutno naš, bom rekel, nek pritok delovne sile, če govorimo o 50, 100, 200, 300, kar, bom rekel, za osnovne profile je kar, bom rekel, praktično vsakotedensko naročilo. Kar se pa tiče tistih višjih profilov, je pa, bom rekel, Urška lepo povzela, bom rekel, od transparentnosti do vpeljave vsakodnevnega pogovora, truda in tako naprej. Mislim, da je to, če samo kozi lep, bom rekel, 10% podjetij v Sloveniji skopira, smo mi, bom rekel, že zmagali. Kaj pa so glavne industrije, ki jih Adriatic uspešno pokriva, plovila? Čist, kar slišite tudi v medijih. Turistično-gostinski sektor je že kar nekaj časa, sploh od korone, ko so ljudje še tisti, ki so delali tam in načeloma dobivali denar na roke, šli v, bom rekel, druga okolja, tam je akutno stanje že kar nekaj časa. Proizvodna logistika je drugi, bom rekel, sklop tudi. Praktično ni slovenskega šoferja v vseh teh kamionih, ki jih, bom rekel, kovnemo na avtocesti. Enako tudi, bom rekel, proizvodna, bom rekel, neka tovarna v Kranju, ki ima 2500 zaposlenih, od tega je 1850, bom rekel, bosanskih državljanov, od tega je 200 skozi na bolniški, pol veste, kakšno je, bom rekel, stanje. Nove, bom rekel, ali pa nov blok je vsekakor nega starejših in pa zdravstvo. Tukaj jaz se kar malo bojim, kdo bo me, pol, ko bom že dementen pa na stolčku merkov. Mi smo sicer tukaj že pognali azijske države, predvsem Nepal je tukaj zaenkrat, poleg Filipinov, kjer še nimam ambasade, zelo zanimiv, jih tudi trenirajo, kako, bom rekel, to delati. Kljub temu, da mogoče niso ustrezne šole, ampak na koncu ali bo nekdo znal te obrniti, ali pa bo imel certifikat, mislim, da bomo vsi izbrali tistega, ki nas bo lahko poservisiral. IT je sploh živa mora, živa. Tako da tukaj je v bistvu tudi za Živo in vse ostale mi še lahko pomagamo, ker smo v toliko državah, da tistih, bom rekel, nekaj, ne zdaj govorimo 100, 200, 500 tisoč, ampak 1, 2, 3, 5 še pridobimo, ali iz Srbije, ali Makedonije, ali pa v končni fazi tudi s headhuntingom v Sloveniji. Potem je pa v bistvu ta še zadnji blok, ki pa ni zadnji, ampak je v bistvu vse, kar se tehničnih profilov tiče. Vzdrževalci, električari, mehatroniki, strojniki, to je v bistvu za nas prodajnike super, ker vzdrževalca lahko vsakemu podjetju prodaš, ampak jih ni. In tudi tisti, ki so, če pride neko naročilo z strani naših naročnikov, če ni ena smena, se pravi ena izmena, pa če ni določen del bruto plače, že mi povemo, pa živimo od tega, da pač ne gre. To je pa ta del, ki sem se jaz še par let nazaj smejal v Ameriki, ki so povedali, da ne smejo sami žarnice menjati, in so zaračunali $100, da jim je nekdo prišel žarnico zamenjati, nekaj nepojemljivega, ampak mislim, da se tudi v to smer, bom rekel, mi počasi peljemo. Se tisti, ki ste karkoli delali doma ali pa v službi, veste, koliko se čaka majstra, koliko se plača majstra, pa koliko so zanimivi.
koliko so zanesljivi. Ne. Zdaj si pa predstavljate, da je to v neki tovarni, kjer neka linija zastane in so to tudi milijonski, bom rekel, stroški dnevni, če tega ne zrihtaš. A lahko je se eno vprašanje, Tomaž, koliko časa pa recimo ostanejo politike, jih pripeljati recimo iz Nepala in Filipinov, ali tukaj ostanejo, ali pač ne vem, so tukaj 2-3 leta, potem grejo pa naprej, ali? Bosanci grejo naprej, ne, čisto konkretno, če pripeljemo 10 Bosancev, 5 jih po enem letu gre, ali v drugo podjetje v Sloveniji, ali pa naprej. Pri Nepalu, Filipinih, Bangladešu imamo sicer zaenkrat samo enoletne izkušnje, ampak če gledamo Madžarsko, bom rekel, ki že nekaj let, bom rekel, tukaj deluje, je praktično fluktuacije ni. Zato smo tudi šli, bom rekel, tisti, ki kadar iščemo v te države, zato ker pač normalno bosanski državljan se pelje praktično vsak vikend domov, ne, zato pride v Slovenijo, Nepalc pa, tako kot je Urška omenila, pač enako kot ljudje, ki pridejo v Kozilep, svoje življenje pusti za sabo in pride sem. Ne. In nima niti sredstev, niti, bom rekel, poznavanja in vsega ostalega, kot recimo naši bivše republike Jugoslavije, da bi pač to šlo naprej. Zdaj, ali je to, bo čez 2 leti, 3 leta, se pravi, da bo, ampak kasneje, to pa zdaj v tem trenutku nimamo merodajnih podatkov, da bi to povedali. Ampak recimo za primer, naša madžarska mama, ali kakorkoli temu rečemo, ima na domačih državljanih 100% fluktuacijo. Se pravi, v roku 3 mesecev, govorim zdaj za proizvodne delavce, ne, v roku 3 mesecev vsi zamenjajo službo. Ne. Pri Ukrajincih in pa Srbih je fluktuacija 30%. Pri vseh azijskih državah pa maksimalno 2%. Ne, to pa so že merodajni podatki, ki jih naši kolegi že kar nekaj časa, bom rekel, beležijo in zaradi tega smo tudi mišli v to smer, tako da zaenkrat, bom rekel, je to, mi ocenjujemo, da 5 do 8 let bo Azija, 8 do 15 let bo sam še Afrika prišla poštev. Mogoče malo posploševanje, pa malo na grobo, ampak drugih zaenkrat, bom rekel, rešitev ne vidimo. Ne. Spet govorim za množične profile, ne za tiste, ki jih iščemo, bom rekel, 1-2 na podjetje. Ne. To bo spremenilo v bistvu pač cel tok vsega, bo to pa sabo potegnilo vse, ne, tudi pač za nas kader oziroma profili, tako da, ja. Vse se spreminja, to ni več toliko vprašanje, kako lahko postanemo privlačni za tujce, ampak kako lahko postanemo privlačni za Slovence. Ja, to se mi zdi tudi pomembno, da se to delamo vsa podjetja, da imamo ali neka orodja, delamo na kulturi, pač podobne stvari, da zdržimo naše zaposlene, da pač jih obravnavamo pač čim bolj osebno, da se jim prilagodimo, da jih razvijamo, da poskrbimo za zabavo konec koncev. In da pa si tega zavedamo, da ja, pač sploh v IT branži, ja, dobi vsak developer sigurno v enem tednu vsaj 1 ali pa 2 sporočila od nekega hunterja, ne, tako da, ja, tudi ta del je ful pomemben, da se tega zavedamo in da imamo nek program, karkoli v tej smeri narejen, da poskrbimo za naše zaposlene, tako no. Se pravi, hočeš reči, da je v bistvu težje obdržati naše, kakor privabiti tuje. Ja, tudi tako recimo pri športu, ne, pač tisti, ki se najbolj ambiciozni se borijo za prvo mesto in potem, ko dosežejo prvo mesto, je najtežje obdržati prvo mesto, ne, in tudi tako je v bistvu, ja, pri zaposlenih, ki jih že imamo, ki so pač obdani z vseh strani z hunterji, kaj je tisto, kar bo zdaj prevagalo, da bodo pri nas ostala. Je to okolje, sodelavci, vodja, kultura, vrednote in pač v tej smeri nekako razvijaš, sprašuješ, kaj jim odgovarja, kaj jim paše, tako da, ja. Mi zdi, da je vse individualno, ne, tako da vsem kadrovicam, bom rekel, mislim, da še niso imele težjega dela, ker je treba vsakega posebej poznati in njemu ustrezno prilagoditi, bom rekel, in pristop in v končni fazi tudi, bom rekel, vse nadaljne stvari. Verjamem, da je to zelo težko, ker so določene sistemizacije v podjetju, ki mislim, da bojo relativno hitro, vsaj kar se tiče ljudi in pa dela z ljudmi, pase, ok, pustimo zakonodajo in tako naprej, ampak to, kar je Urška naštela, je treba tudi z domačim oziroma še več z domačimi, samo da mogoče se ne ukvarjamo za kje si odprejo davčno, ampak mogoče kje pa lahko pomaga podjetje, da dobi, ne vem, nek posameznik boljši kredit ali pa, ne vem,
O delu od doma mislim, da nima niti smisla več govoriti, ker tisti, ki ga nima, je avtomatsko, bom rekel, nekonkurenčen, ampak recimo ne samo o nekem delu od doma enkrat na teden, ampak četrtke pa meni sede, da bom delal iz, ne vem, Krvavca. Ne? Tudi tako daleč bo počasi treba, ne? Ker mi se moramo usmeriti v to, kaj delavec da, kaj je dodana vrednost, ne da nekdo tam sedi pa se štempla in ta del pa še moramo zasukati. Res je v proizvodni, logistiki, skladišču in tako naprej je to še daleč od tega, ker delo ne dopušča, ampak za industrijo, v kateri živa pa Urška nastopata, je to, mislim, da že kar nekaj časa Urška popravljena, če se motim. Nikaj za popraviti. Pa bi se to, kar si zdaj omenil, Tomaž, mogoče nam je to HR-ovcev zdaj tako dober, da so tudi in vodstva in lastniki prišli do tega, da je v bistvu zaposleni added value podjetja, ne nek stroj ali pa storitev pa karkoli. In zdaj tudi to vse poteklo, kar si prenaštel, nek individualni pristop, ukvarjanje z zaposlenim, tako da pač ja, vsem živimo na delovnem mestu 8 ur, ker je tretjina dneva in ja, če nekdo ne bo zadovoljen, bo seveda iskal nek variant oziroma neko boljšo rešitev, to pa si počnemo konec koncev vsak dan v vseh situacijah, tako da ja. Še hotel nekaj reči, te prekinila mogoče? Ne, okej. Ne, okej. Kaj pa bi v bistvu po vašem mnenju, pač tako, ker se s tem spopadate in soočate v praksi, kaj bi mogla narediti država? V bistvu, kakšna bi mogla biti strategija, da bi se to izboljšalo? Govorimo o samem poslovanju tujcev? Ja, zaposlovanju tujcev in ohranjanju, ja, zaposlovanju tujcev primarno. Bom zapisala živa, ja. Zdaj, če bi se mogoče dotaknili samega zaposlovanja tujcev, jaz tudi vedno, če me kdo povpraša za nasvet, kaj pa kako narediti, da bomo nekoga čim prej lahko seveda po uradni poti spravili v Slovenijo, jaz vedno rečem, da najprej moramo pri sebi se potruditi. Zdaj, kakšne nepopolne vloge, to bojo procesi zelo dolgo trajali. Tako da vedno najprej, kar jaz dam nasvet, res dobronameren in čisto iz mojih lastnih izkušenj, vedno, ko se s komorkoli dogovorimo za zaposlitev, ne oddajte vloge, dokler ni popolna. Pridobite čisto popolnoma nič, nobenega časa ne pridobite, kvečem same postopke si pač podaljšate, zato ker boste dobili potem dopolnitve, pa boste mogli dati nove dokumente, potem se bojo že tisti prvotno oddani že iztekali in boste mogli nove pridobivati, tako da jaz absolutno mislim, da na strani delodajalcev res poskrbi, da so popolne vloge pripravljene, oddane na pristojne upravne enote. Zdaj, kar se pa tiče, si prej omenila, Katja, države oziroma državnih organov, tako kot smo se tudi že pogovarjali, mogoče malo reorganizacije prvotno na naših upravnih enotah. Zdaj vsi, ki se ukvarjamo z zaposlovanjem tujcev, vemo, žal, da imajo težave, da so kadrovsko podhranjeni, da so preobremenjeni v prvi vrsti in moramo tudi toliko biti ljudje, človeku, a ne človeku, da njih razumemo. Jaz lahko rečem, da skoraj s komorkoli sem imela opravka, je vedno se potrudil svoje delo res v dobri meri opraviti, a ne kar najboljš. Tako da mogoče tukaj malo prvo tole kadrovsko podhranjenost rešiti, absolutno pometati vse stvari z omar, se pravi pospraviti vse, kar so pretekle vloge, odprte še vedno, zastarane, rešiti, se pravi počistiti dejansko stanje, pa potem pač nek nov sistem vzpostaviti, mogoče v celoti digitalizirana, saj smo leta 2023, popolnoma nesmiselno je, da delodajalci oddajamo elektronsko vlogo, dodatno jo moramo pa potem še pač v fizični kopiji poslati, res popolnoma brez vsakega smisla. Pa mislim, da bi se tukaj še karkoli dal še veliko stvari izboljšati. Zdaj Kozilab tudi aktivno sodeluje s pristojnimi ministrstvi in s predlogi, kaj bi lahko v tej smeri izboljšali, tako da vem, da se določene stvari že napovedujejo v optimizaciji in izboljšanju procesa in v bistvu za vse nas delodajalce, ki se ukvarjamo s zaposlovanjem tujcev, res upam na čim bolj optimalne rešitve v seveda čim krajšem možnem času. Tomaž, bi še kaj dodal? Absolutno se strinjam, digitalizacija, celoten proces bi mogel biti na par klikov. Tako, kot bančno plačujemo, tako, kot kripto kupujemo, tako, kot, ne vem, delamo karkoli.
imamo vse elemente in tehnične rešitve, mogoče poslušalci še bolj švejo to kot jaz, ki bi to lahko rešili. Pač ni volje, ok, bomo še počakali na to. Ne. Če gremo zdaj, bom rekel, iz idealnega scenarija, ko bi to lahko upravil nekdo z normalno pravimi dokumenti in tudi vse, kar je treba izpolniti, to se strinjam, da je treba. Gremo mogoče na nivo nižje, absolutno, z prerazporeditvijo ljudi na javni upravi, kjer tujci, oddelek tujcev, bom rekel, umira na obroke, medtem ko se nekateri, bom rekel, oddelki po 8:30 že dolgočasijo, ker so naredili vse, kar tisti dan morajo. Ne. Imam kar nekaj znancev, ki so mogli dati odpoved, ker ali to, ali pa da si žile prerežejo. Ni to samo fama, nažalost. Ne. Zdaj, kjeri so te oddelki, pa kje to naj pač strokovnjaki presodijo, že tukaj bi dobili, bom rekel, in ne samo v javni upravi, ali pa še kje druge dodatne ljudi, ki so visoko izobraženi in bi lahko dodali dodano vrednost. Ne. Recimo sam za zanimivost, tisti, ki delajo v oddelku tujcev, vsaka pristojbina oziroma taksa za, bom rekel, tujca je malce čez 80 evrov. Če se štejete, koliko vlog te ljudje naredijo, imajo kar lepo dodano vrednost. Ne. Tako da tukaj se da meriti in v to smer bi jaz tudi dal, kar se javne uprave tiče. Ne. Sigurno druga stvar je ambasade po svetu naše. Ne. Mogoče jih odpreti tam, kjer vidimo, da bomo potrebovali ljudi oziroma ima to smisel. Ne. Madžarsko, ki jo večkrat, bom rekel, negativno prikažejo kot konzervativno v medijih, so to že zdavnaj naredili. Še več, oni so 15 držav določili in celotna država dela samo v to, da bodo ustrezno in hitro in poceni pripeljali ljudi na Madžarsko. Ne. Že mi kot naša, bom rekel, agencija dogor se zdaj z madžarsko vlado dogovarjamo, da bomo vzpostavili čarterske lete 2-krat na teden iz Filipinov samo za naše delavce. Kaj so še vsi ostali delavci? Ne. Tudi tukaj je ta, bom rekel, del zelo, zelo pomemben. Zdaj vsi večkrat govorimo o obdavčenosti in tako naprej, se v to ne bom spustil, ker če živiš v Sloveniji, pač to toliko stane. Ne? Mogoče nepopularno mnenje, ampak to, da lahko imamo ljudi oziroma otroke na ulici, to, da imamo šolstvo, to, da imamo zdravstvo, pa je še zdaleč od tazga, bom rekel, negativnega stanja, kakor ga nekateri prikazujejo, to stane. Sorry, če prideš sem, boš pač toliko od plače bo odbito. Nisi v Srbiji, kjer je obdavčeno 17% na manj. Ne? Ampak se zgodi lahko tudi nekaj, kar se mogoče v Sloveniji, ne pa tukaj potrkam. Ne. To so vse, bom rekel, elementi, ki za neko daljše obdobje bi jih mogli nekako poštimati. Ne. Za krajše obdobje pa mogoče, da vsaj te medresorske ali pa bom rekel, usklajevanja med ministrstvi dejansko to postanejo. Sodelovanja, ne, da je 5 ljudi kriči vsako eno smer, na koncu ni pa nič. Ne. Kot sem, bom rekel, slišal na recimo upravni enoti Ljubljana, so zdaj, ko so zamenjali vodstvo ali pa pred kratkim, najdel 800 neodprtih vlog v omari. Mislim, v katerem od vaših podjetjih se to lahko zgodi? Ne? Mislim, to je meni nepojemljivo. 800 ljudi nekje čaka, stoji, ker nekdo ni odprl kuverte. Spet, digitalizacija bi to rešila, ker se vidi, je kliknil ali ni. Ne? Tukaj pa pač gre, kakor gre. Ne? Ampak ja, absolutno tudi z neko, bom rekel, vizijo za naprej. Če mi vemo, da bomo ljudi mogli pripeljati v množicah iz Azije, pol bi bilo smiselno, da se tudi pripravi ena državna ali pa vsaj neka, bom rekel, strategija, da bo to olajšano. Ne? Ker podjetij, kot so Kozilab in podobni, jih ni veliko. Ne? Od lastnika do postopkov, do tudi iskreni bodimo možnosti pripeljati te ljudi, ne? Ki so zelo specifični v neki branži, ampak takih bi jaz ocenil, da je mogoče 1 promil. Ne? Super za Kozilab, mogoče malo težje za vsa ostala podjetja, ki nimajo teh možnosti. Ne? Ki tudi nas v končni fazi potrebujejo, da jim pomagamo. Pa tudi mi ne moramo pomagati v, bom rekel, 3 od 5 primerov. Ne? Ja, v bistvu, recimo, mi zdaj čakamo za to vlogo že nekje pol leta, ne, za pač delavca iz Srbije. Dobro, da si pač nekdo v mestu recimo premislil pa rekel, pač jaz tega več ne grem. Ne. In ja, pa smo ugotovili, da so to vlogo predali Ljutomer po 3 mesecih, da ne vemo, kaj se dogaja. Jaz vem, mogoče v prvi vrsti, da se ta postopek nekako optimizira, ne, da rabiš, ne vem, iti potem v 3 pisarne, ali pač, ne vem, mogoče res imamo en sestanek, javna uprava pa delodajalci, ki se s tem ukvarjamo, da si povemo, pač, kje so naši pejni, kje so njihovi pejni, tukaj se ti lepo rekla Urška. Ja, vsi smo ljudi, vsi delamo, smo pač nekaj pod kožo, verjamem, da delamo vsi po svojih najboljših močeh. Ker tudi zdaj, ko pokličem, ne vem, različne zavod za zaposlovanje, pa jim rad pač upravno enoto, malo med sabo ne vejo točno, kaj pač sledi drugi korak, tretji korak in tako naprej.
In ja, se mi zdi, da pač v takih situacij, da bodo vedno hitreje se odvijale nasploh po svetu tukaj, pa če pa šla korona, smo se mogli vsi hitro odzvati, smo bili hitro vsi fleksibilni. In tudi takrat se mi zdi, da pač javna uprava se je nekako odzvala, ok, pač dela od doma, kar prej bilo nemogoče. Tudi ja, v tej smeri, ko sta oba dva rekla, dajmo pač nek postopek digitalizirati ga, ki bo za vse boljš in tudi ljudje, ki so napravljeni noti, se ne bodo pač toliko frustrirali mogoče, ko pride tujec k njemu na okenček in ne zna seveda slovensko, posebej v javni upravi, ki je pač tam na okenčku, pa tudi ne zna angleško recimo in že tukaj je en tak razkorak, mogoče to imaš ti, ne moreš vsakič z nekom na upravno noto urejati teh postopkov. Jaz pač lahko grem ali pa Urška najbrž, da smo zraven kot support, da razložimo, kdo je prišel zakaj, v katerem pač stepu postopka smo in tako naprej. Tako da ja, zdaj ja, davčna zakonodaja se mi zdi pa, da je to kompleksno, kaj vse je pokrit strani davkov, in zdravstva in tako naprej. Je pa seveda pač za tujce oziroma tuja podjetja ali pa naša podjetja, je pa pač ja to, a bomo nekoga zaposlili v tujini, a pri nas je seveda pač bolje najprej stroške, ki jih delodajalec krije s tem. Se pravi, bruto 2 kakšen je. Imamo pa seveda še vedno ugodnosti, kot so recimo višina regresa, ki je neobdavčen, prevoz, prehrana, ki ga pač v drugih državah ni, če tako pogledamo. Tako da so ugodnosti, recimo, pa mi da se tudi ta remote delo da je malo bolj fleksibilno, ne samo kot 3 mesece na leto oziroma 30 dni. Take stvari, da se začnejo malo hitreje vrteti, ker ja, tudi se pozna konkurenčnost potem proti drugim državam, ki se pač to hitreje odvija, recimo tudi Madžarska ali pa ne vem, baltske države, tako da ja, imamo še nekaj room for improvement tukaj, ki bi se da mogoče kakšne postopki zelo hitro rešiti, če bi dobili mogoče pravega sogovornika. To sem tudi hodila vprašati, koliko v bistvu, mislim, to imaš procent ljudi, ki čaka, da se bo vloga potrdila oziroma koliko jih dejansko potem vmes cancelale. Mi smo v zadnjih 3 letih pripeljali prek 7.000 ljudi v Slovenijo. To je velika večina, bi rekel 98%, sigurno osnovni profili, tiste, ki sem prej, bom rekel, omenil. Zdaj, kar se tiče, da se ljudje premislijo med samim procesom, bom rekel, da je tega relativno malo. Zakaj? Zato, ker mi že prej naredimo stresne teste, če se lahko temu tako izrazim, in tudi ljudje že prej morajo čez kar nekaj stvari, da polka so in, ne bojo pol ven izstopili. Sigurno se zgodi, nažalost, tudi kakšen je v bistvu umrl in ni prišel, pa to ni šala, ampak malo mogoče črnega humorja, toliko se čaka za delovno dovoljenje, da prideš v Slovenijo, da so nam tudi že umrli. Ampak kaj tukaj, bom rekel, sigurno pri višjih profilih, ki čakajo modro karto, to, kar je prej Živa govorila, tukaj imamo več osipa, ker je res enostavno 9 mesecev, ker bom rekel modro karto, pa bom rekel delovno dovoljenje, po tem postopku traja 6 do 9 mesecev, ne vem, če ga Urša, vi kaj hitreje naredite, ampak to je a whole lifetime. In tukaj mislim, da če bomo hoteli, bom rekel, tukaj začeti, tukaj bi mogli to vsaj na polovico dati, ker mislim, 9 mesecev, mislim, v 9 mesecih je že bom rekel, eno celo poslovno leto mimo, kjer si lahko, ne vem, lani še bil super uspešen, leto se pa boriš že za preživetje. Tisti, ki pridejo v Slovenijo, načeloma nimamo izzivov, da bojo potem jo tudi zaposlili, če imamo pravi postopek, pa pravo transparentnost in tudi vse ostale stvari, ki jih obljubimo, tudi držijo. Normalno, če nekoga pripeljemo za skladiščnika, pa ga damo pa v skafander na 300 stopinj, pa pol rečemo, ta nas je pa zapustil, a pismo, a res. Tako da se moramo tudi sami pri sebi začeti, kar se tega tiče. Zdaj, da bi ti, Katja, stresu številke ven, koliko se jih premisle, koliko ne, nimamo. Mislim, ni pa to toliko drastična težava, da bi dejansko šli v ta merjenja, bolj imamo izzive to, kar smo se že dotaknili. Rekel, vsemi inštitucijami v Sloveniji, z vsemi postopki, ki so napram ostalim državam predolgi. Ne govorim napram nam, ampak napram ostalim državam. In če nek Ukrajinc, recimo, ki so relativno, ali pa Ukrajinke, aktualne, kam bo šla? Valjda bo šla v Kanado, če 6 mesecev prej tam lahko. To je v bistvu, ko ti nekomu pač greš v postopek z nekom, in rečeš, max 3 mesece, pa se to na 9 mesecev razvleče in v bistvu staviš to osebo v neugoden položaj in tudi hkrati svoj proces interni, ker čakaš, da bo ta človek lahko prišel in začel s svojim delom delati ali v projektu ali v skupini, kakorkoli. Tako da pač pa na naši strani da so mogoče bolj fleksibilni in si rečemo pač, ko bo in bomo takrat veseli, da bo.
Mislim, tudi to se moramo zavedati za osnovne profile, ne? Recimo iz Bosne. Oni so ta čas, ko čakajo na dokumentacijo in prihod sem na zavodu. Se pravi, ljudje so dobesedno 3 mesece lačni, potem imajo pa kar nekaj stroškov, da pridejo v Slovenijo, ki je drastično dražja od neke Bosne. In nastanitve, in prehrana in tako naprej. Mi tudi kot agencija posojamo ljudem denar, pa 2 od 10 pač ne vrneta, Bog se usmil, sicer tega čedalje manj, ampak tudi to se moramo zavedati. Ni to nek papir, ki tam čaka. Vzadaj so ljudje, vzadaj so cele družine, cele, bom rekel, v končni fazi tudi vasi, spet govorim za tiste osnovne profile, verjamem, da pri profilih, ki jih recimo Kozji lep privabi, imajo vsaj neke rezerve, ne, tako da jih lačni niso, ampak vseeno, ne, to mislim, da se premalo zavedam. Ne, ampak se je, Tomaž, če te smem samo dopolniti, ni tako neprijetno za nekoga, da čaka na dovoljenje, ne, zdaj govorimo o naših kadrih, se mi zdi, da je popolnoma nečloveško, da nekomu obljubiš zaposlitev, se pravi relokacijo in vse, in potem se to ne zgodi 6, 7, 8, 9 mesecev. Tukaj sem mogoče jaz to začela malo drugače reševati, pač nikoli več ne rečem, to bo v 3 mesecih rešeno, ne? Ker bi s tem sama sebi v bistvu dala veliko črno piko, ampak jaz se že vedno zdaj pogovarjam med 5., 7., 8 meseci. Zato, da pač tudi ljudje že, se pravi, tekom samega postopka vejo, kaj pričakujejo, da niso potem razočarani, ne? Ali pa saj ste mi obljubili, da pridem že 1. januarja, vem, smo, ampak ne gre. Tukaj, no, se mi zdi res treba je biti toliko iskren, pa tudi zaposlenim povedati, ne, kaj lahko pričakujejo, da ni potem kakšnih razočaranj, še v hujšem primeru, a ne odstopov, potem od vlog, tega si res ne moremo privoščiti, no. Jaz lahko rečem, da imamo sicer srečo, sicer Tomaž, naše številke so absolutno manjše od vaših, ampak mogoče smo res vseeno kot podjetje in kot država res toliko prepričljivi in res ti naši tujci res želijo priti v Slovenijo in si tukaj dolgoročno vzpostaviti življenje, da lahko rečem, da naenkrat, no, na srečo še nismo imeli odstopov od vlog, smo v bistvu vse uspešno izpeljali, razen ene, ki se je pa pač na strani zaposlenega in nekih pridobitev nekih potrdil zakomplicirali in je potem po 6 mesecih samo odstopil, no. Tako da, ja. Ja, se pravi, kako se prilagoditi globalni konkurenciji, izboljšati postopke, ne, saj to je. Slovenija ima veliko plusov, zelo veliko, tako da pač vidijo tudi oni, zakaj pridejo sem, velik benefit, kot se tudi vsi trije povedali, ne, tako da, ampak je pa na drugi strani, mislim, zdaj teh dialogov tudi z državo je bilo že veliko, pa tako kot si tudi Urška rekla, saj tudi vi sodelujete, sam kar nekako ne pride čez. Ni preboja, ja. Ne boli še dovolj, ne? Ja. Ja. Potem, ko že toliko boli, da tudi tableta, na primer, če zdaj malo dam simbolizma, je pol že prepozno, ne? Je pa smer jasna, ne? Tako da tisti, ki se jo prej zaveda in kot podjetje in kot posameznik, mu bo toliko lažje, ne? Ker je bila ista zgodba, bom rekel, še nedolgo tega nazaj, recimo tudi za delavci iz Balkana, ne? Vseeno smo toliko zaprta družba, da pač imamo očitno izzive tukaj, ne? Pa če dalje bolj razumemo zdaj Nemčijo s Turki, pa Američane z Mehičani in tako naprej, pa v končni fazi Švicarje z vsemi, ne? Ampak ja, tukaj predvsem prvo v glavi moramo premakniti, ne. Če bomo to naredili, bo potem tudi v službi pod narekovaji veliko lažje, ne. Mislim, da je zdaj lih na enem izmed preteklih dogodkov bilo izjavljeno, da mi želimo tujce, ki v petkih zginejo. Ne, od ponedeljka do petka, da oddelajo, potem pa da zginejo. Tako da to se moramo pa tudi kot družba in pa kot ljudje pač postaviti na neko svetovljansko raven in pač to sprejemati, ne. Različne polti, različne kulture, različne jezike, ker mislim, da če bomo v pravo smer to zapeljali, nas bo to bogatilo, ampak moram biti iskren zaenkrat, vsakodnevno, kar vidim, še zdaleč nismo tam, ne. Kakorkoli se mogoče kot Slovenija včasih propagiramo, da smo zelo odprti, kulturološko sprejemamo različne in tako naprej. Jaz mislim, da se je to hitro zavrtel, da čeprav mi govorimo, da smo, da še nismo čist tam, ne, in da zdaj se še navajamo na to, da je v bistvu zdaj pa ta val globalizacije, ki se odvija od Nemčije, ki je ful daleč in tako naprej, nas zajel in smo zdaj, to smo pa zdaj to mi tudi tukaj in to je zdaj naše realno stanje in da bomo rabili neko tranzitno obdobje, da bomo tudi to sprejeli in
v bistvu peljali naprej glede prilagajanja vsega tega. No, tako da, ja. Ja, se prej je tudi, mislim, Urška je povedala, nekaj sem sprašvala, pač kako v bistvu skrbijo za to, pa kulturno vključenost, pa raznolikost, enakopravnost v svojo kulturo, ne, in pač seveda vi delate veliko na tem, tudi vi verjetno, ampak kot je Tomaž rekel, splošno pa to še ni Kot družba, dovolj. ja. Ja. Mislim, sam tudi bomo iskreni, ne, tudi mogoče mi se zdaj pogovarjamo veliko o tujcih, mi imamo veliko za postoriti tudi, ali pa predvsem pri domačih, bom rekel, zaposlenih. Ne. Jaz, ko pridem na sestanek in vprašam malce provokativno, malce pa zares, zakaj bi se kdo zaposlil pri vas, ne, pa me večinoma potem gledajo, kako to mislite, ne. Že tukaj imamo izziv. Ne. In nekdo, ki reče, ja, mi pa niti splačal enkrat nismo zamudili, to ni nekaj, kar se hvalaš, mislim. Se pravi, zakaj bi jaz te prišel, zato ker niste niti enkrat splačal zamudili. Absolutno se strinjam, da plačo je treba zaslužiti, da je, bom rekel, gospodarstvo kruto in da včasih se ne izide vse, kot bi se moralo, ampak tisti, ki že na tak način začne, mogoče bi že tukaj mogli veliko postoriti. Ne. Že pri lastnikih se začne in če pač gledaš na ljudi kot potrošni material, artilerijo, potem ne moreš pričakovati, da bojo ti ljudje vračali pa v drugo smer. Ne. Da mi preden rešujemo tujce, bi bilo fajn, da mogoče tudi domače pod narekovaji, bom rekel, zaposlene drugače začnemo gledati, ker se pravim, bi rad videl tovarno, ki dela brez ljudi. Ok, pustimo neko visoko tehnološko razvito pa z umetno inteligenco, ampak jo še nisem videl, no, pa sem jih kar nekaj videl, bom rekel, in v Sloveniji in širše, tako da ja, se premalo tega zavedamo, no, tudi že v tej točki, ne pri tujcih, ne. Ja, to se lepo rekel, Tomaž, ja, bi se ne moč pričakovati nekega 100% efekta, če daš 10% v človeka, ne, in tako, kot že Urška vse čas govori, ljudje smo, ne, in pač ta, pravim, da pač v HR-u tudi ta age pristop, se pravi human to human, da moga pač posod razvijati, ne, sam med HR-ovci, ne, in ja, in gre pač top down vedno, ta in kultura in mindset in spoštovanje ljudi gre iz vodstva in lastništva, ne, tako da, ja. Je več vidikov pri tem, ja. Je pa pač, ja, tudi na nas, pismo HR-ovcem, da na tem začnemo graditi, opolnomočiti ljudi, jih tudi s tem seznanjati konec koncev, da ni se samoumevno in da to ni tako daleč, ampak da smo vsi v bistvu v tem, da smo vsi neka globalna vas in to se dogaja, a se bo pa jutri začelo pa nas dogajati, no, tako da ni to tako daleč. Ja, res je. Ja. Saj tudi HR kultura pri nas se mora še malo spremeniti, ker ima še zmeraj podjetja, ki imajo 300 zaposlenih in nimajo v bistvu sploh, ali manj, no, seveda, ampak tudi to, no. Ja. Mislim, jaz se veselim, ker vidim, pač jaz delam po 15 let v HR-u in vidim neke premike, tako da verjamem, da se bodo stvari šle še na boljše, tako da. Definitivno. Prišli smo do konca. Brez vprašanj iz publike, zdaj imate še minutko, če še kdo slučajno kaj zanima. Drugačno pa hvala vsem trem. Ja, bomo probali še naprej delati, no, pač tudi na dialogu, pač če se bo kaj dal, pa pač sodelovati skupaj, no, saj pač pa šerati dobre prakse. Hvala za hvala povabilo, vsem trem. Katja. Pa hvala Urški pa Tomažu za super debato. Ja, jaz sem se veliko naučila in upam, da je šel naš glas tudi še kam drugam, no, da je bilo uporabno in da gremo nove zmage. Definitivno. Dobre prakse pa vedno z veseljem tudi posredujemo drugim, tako da smo z veseljem tudi za kakšne nasvete na voljo. Lep dan še naprej. Uživajte. Srečno, nasvidenje. Srečno, čau.